To premetavanje nepremičnin sem pa tja ima vedno davčne posledice. Ja, pa kaj pa, če imam jaz recimo, ne vem, enega sorodnika, pa ve, da sem mlada in ima veliko nepremičnin, pa ne rab dodatnega denarja in mi reče, lej, jaz ti prodam kle za simbolično ceno, a ne pač, ne vem, za zelo pocen, pa ne zato, ker bi pač kaj hotel krog koga prenesti, ampak ker pač meni hoče pomagati. A to je tudi nesprejemljiv. Mirne duše tebi tako prodaja, ampak Furs bo hotel vseeno svoj del pogače. Kakšne so pa kazni, če se ne uredi za ta konkreten primer, recimo? Kazni sploh niso taka težava. Težava je davek, ki je obračunan, potem od tega naknadno in pa relativno visoke zamudne obresti, ki doletijo zavezance. To se mi zdi, da včasih res ne razumejo na trgu. Če se nepremičnina podari, je to prav tako odtujitev nepremičnine in se šteje za promet z nepremičnino. In načeloma bi darovalec moral plačati davek od kapitalskega dobička, čeprav ni za to nič dobil. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Real Estate Academy. Z nami je Tatjana Svažič. Tatjana je odvetnica specializirana za davke pri odvetniški pisarni Jadek in Pensa. Tatjana, zdravo, dobrodošla. Zdravo, hvala. Danes bova s Tatjano govorili o davkih pri nepremičninah. Govorili bova o primerih tako za fizične osebe, kot tudi za podjetja. Zdaj pa začeli bova z zelo osnovnim primerom. Recimo, fizična oseba, torej jaz kupujem stanovanje in vse gre brez zapletov. Tako da greva najprej čez davke pri neki čist normalni transakciji. Torej, jaz kupam stanovanje. Najprej me zanima, kdo plača 2% davek na promet nepremičnin in kdaj? Predvsem kdaj? Zavezanec za davek na promet nepremičnin je po zakonu prodajalec. Okay. Se pravi, on je odgovoren za davek, vendar pa se lahko prodajalec in kupec dogovorita, da davek plača kupec. Napoved za odmero DPN je treba dati v 15 dneh od sklenitve pogodbe prodajne. Torej od podpisa to pomeni? Tako, od podpisa. Plača se pa potem v roku, ki je naveden na odločbi, to je 30 dni od prejema odločbe. Zdaj, če se kupec pa prodajalec zamenita, v bistvu, da kupec plača, a to mora biti pisno dogovorjeno ali je lahko samo ustni dogovor? To mora biti pisno dogovorjeno, ponavadi je to dogovorjeno kar v prodajni pogodbi, zato da tudi Furs v odmernem postopku ve, komu je treba vročiti odločbo. V takem primeru, ko se dogovorite, da bo plačal kupec, namreč vroči prodajalcu in kupcu. Je pa pomembno poudariti, da kljub temu, da ste se dogovorila, da kupec plača davek, se pravi prevzame to obveznost plačila davka, je prodajalec še vedno tisti, ki je zavezan in odgovoren za plačilo. A to pomeni, da če kupec ne bi poravnal, bi pa v bistvu Furs lovil prodajalca? Ja. Aha, okay. A Furs sam pošlje račun, pa kaj se zgodi, kaj konkretno se zgodi, če ni poravnan ta davek? Furs tehnično gledano ne pošlje računa, ampak odmerno odločbo, v kateri so navedeni vsi podatki za plačilo. Zdaj, če v roku ni plačan davek, seveda nastopijo posledice, ki so običajne za neplačilo davka, zamudne obresti, izterjava in pa tudi kakšna globa bi lahko za nepravočasno plačilo prišla v upoštev. Ampak te primeri so izjemno redki. Okay. Kaj pa zdaj ta davek, ki so ga omenjali, to je pri rabljenih stanovanjih, a ne? Kaj pa, če kupam novo stanovanje, novo gradnjo? Novogradnja je načeloma predmet davka na dodano vrednost. Novogradnja, to je pač nove stavbe oziroma stavbe, ki niso starejše od 2 let oziroma ni minilo 2 leti od njihove uporabe. Seveda pa prodajalec mora biti v takem primeru zavezanec za DDV, zato tega obračuna. Takrat pa se plača 22% DDV, ne pa 2% DPN. Torej je pri novogradnjah je samo ta DDV, ni pa tudi 2% DPN? Ne, eden ali drugi. Okay. To je vedno tako. Okay. Kaj pa če, torej jaz sem najprej kupila stanovanje, zdaj sem se pa odločila, da ga prodam. Kdaj nastane obveznost za davek od dobička iz kapitala? Obveznost za davek od dobička iz kapitala nastane v času, ko je pogodba sklenjena, je pa treba oddati napoved za odmero dohodnine od kapitalskega dobička v 15 dneh od sklenitve pogodbe. In potem je enako plačilo nastopi po odločbi.
Kaj pa, recimo, če jaz sem kupila stanovanje za 200,000 evrov, prodala ga bom pa čez 3 leta za 300,000 evrov. Kakšne imam pol davčne obveznosti? Če ga boš prodala čez 3 leta, se pravi, zdaj, če sem prav zastopila za 100,000 evrov večjo torej ceno, za 100,000 evrov dobička. Tako, po obprodaji boš oddala napoved za odmero dohodnine, izračunala se bo davčna osnova, ki je vrednost ob pridobitvi zmanjšana za vrednost ob odsvojitvi, pri čemer se pri obeh vrednostih upoštevajo tudi tako imenovani normirani stroški. Potem pa še ker je pozitivna razlika, se pravi, ko boš dobila, pa rečva zdaj da nimaš nobenih drugih stroškov, da je razlika 100,000 evrov, pa se še priznajo normirani stroški, tako od prodajne kot od nakupne cene. In potem se od tako dobljene osnove odmeri davek, ki pa se odmeri po davčni stopnji, ki je odvisna od tega, koliko časa imaš to nepremičnino. Pri tebi še ni minilo še 5 let, zato bo davčna stopnja najvišja, 25%. Aha, ok. Zdaj, če omenile sva, da so lahko tudi neki stroški upoštevani pri izračunu tega davka, kako pa, torej to bi recimo, če bi jaz nekaj vlagala v nepremičnino, predvidevam, da se to upošteva, ali pa kaj se še lahko upošteva za zmanjšanje? Vlaganja se upoštevajo samo, kolikor povečujejo vrednost nepremičnine. Se pravi, investicijska vlaganja, posegi, ki povečajo vrednost nepremičnine. Upošteva se DPN, davek na promet nepremičnin, če si ga plačala, ko si nepremičnino kupila in ko si jo prodala. Pa stroški cenitve, vendar je ta znesek minimalen, 188 evrov, to je omejitev, dokoliko se lahko prizna. In to pri obeh, tako pri stroški pri nakupu in stroški pri prodaji se upoštevajo. Pri prodaji je spet DPN, pa cenitev, če je bila potrebna. Kaj pa, če sem jaz recimo obnovila stanovanje, a to se kaj upošteva? Se upošteva, saj to povečuje vrednost stanovanja. Zdaj pa seveda investicijska dela, kot so menjava vodotoka, menjava dotrajnega paketa in podobno, to se lahko upošteva, vendar je pomembno, da je prodajalec to sposoben dokazati. Fursu je treba ob napovedi potem priglasiti dejanske stroške, zato da jih upošteva. Ok. Dokazuješ pa z računi, ki morajo biti izstavljeni na tvoje ime. Aha, torej v bistvu si moraš shranjevati te račune in potem jih priložiti kot dokazno gradivo, če to razumem. Ok. Kaj pa, je kakšna razlika, če je imel prodajalec, torej jaz v tem primeru, stalno prebivališče v tem stanovanju, ki ga potem prodama, se tukaj pri davkih upošteva, je kakršnakoli razlika? Seveda, to je ena pomembna izjema, ki si jo omenila. Če ima prodajalec na naslovu stalno prebivališče, se pravi prijavljeno stalno prebivališče, in če na tem naslovu dejansko prebiva, potem je oproščen davka od kapitalskega dobička. Torej sploh se ne plača? Okay. Mora dati napoved in uveljavljati oprostitev. Ok. Greva malo še na najeme. Kako je z najemnino? Dokdaj mora recimo najemodajalec oddati napoved, pa katere stroške lahko uveljavlja? Napoved mora najemodajalec oddati, če govoriva o fizični osebi. O fizični zdaj govoriva, ja. Do 28. februarja v tekočem letu za preteklo leto. Okay. Prav tako v tem primeru se priznajo normirani stroški, lahko pa, ki so 10%, lahko pa najemodajalec zahteva, da se priznajo dejanski stroški, spet ob istih pogojih, kot sem jih prej omenila, da je sposoben dokazati ta investicijska vlaganja, da so ta vlaganja nastala v času najemnega razmerja in da seveda se računi glasijo na njegovo ime in potem lahko ob napovedi uveljavlja dejansko stroške, sicer se pa normirani priznajo. To je smiselno narediti, seveda, če so dejanski stroški višji od normiranih. Seveda. Okay. Zdaj, glede na to, da si odvetnica v kar veliki odvetniški pisarni, si zagotovo že imela kakšen primer, kjer je šlo torej fizični osebi kaj narobe pri nakupu stanovanja. A se mogoče spomniš kakšnega konkretnega primera, da je kakšna
fizična oseba po domače povedano kaj zafrkana, kaj kupovala ali pa prodajala stanovanje ali pa hišo, ne? Zdaj na pamet mi padajo primeri, ki so bili sicer v preteklosti pogostejši, kot pa danes, bom tudi povedala, zakaj. In sicer, ko se prodajalec in kupec dogovorita za drugačno pogodbeno ceno, ustno, poleg pogodbene cene, pa se dogovorita za višjo ceno. No, navadno imate pred očmi nižjo davčno obveznost, ne? Se pravi nižji DPN. In potem ima kupec, pa seveda, če smo se prej pogovarjali, ne, da je kapitalski dobiček se računa od davčne osnove, ki se ugotovi na podlagi razlike med prodajno ceno in nakupno ceno, in če je nakupna cena nižja, bo kupec v prihodnosti plačal višji davek. In so potem zapleti s tem povezani, ker kupec recimo v času nakupa nima tega dolgoročnega vidika, kaj bo s to nepremičnino v prihodnje delal, in se potem lahko te stvari zapletajo. Niso pa redki bili primeri, ko recimo potem kupec po primopredaji ni želel plačati tega ekstra zneska in so potem bili spori tako civilni kot kazenski. Te prakse so pa sicer danes redkejše, zaradi tega, ker je FURS postal agresivnejši pri preverjanju pogodbenih cen, kupnin in teži k temu, da odmerja davek na promet nepremičnin od tržne vrednosti. Ne? Se pravi, če se pojavi v pogodbi neko vidno odstopanje cene, lahko FURS svojo oceno vrednosti stanovanja določi in od tega odmeri davek. Tako da, kaj pa pomeni, recimo, po tvojih izkušnjah, koliko je tisto odstopanje, ki bi bilo za FURS sumljivo? Zdaj imamo, nekaj časa je bilo to zelo pogosto, ker smo imeli še stare evidence javne o nepremičninah, kjer so cene že po samih javnih evidencah GURS-ovih močno odstopale od tržnih. Zdaj imamo nove podatke, ampak vsekakor bistveno odstopanje od teh vrednosti na podlagi vrednotenja, do katerega imamo javni vpogled, bi bil eden izmed prvih teh red flagov za FURS, da bi šel preverjati ceno pa potem FURS določi na podlagi primerljivih poslov. Ne? Ja, pa kaj pa, če imam jaz recimo, ne vem, enega sorodnika, pa ve, da sem mlada in ima veliko nepremičnin, pa ne rab dodatnega denarja in mi reče, lej, jaz ti prodam kle za simbolično ceno, a ne, pač, ne vem, za zelo pocen, pa ne zato, ker bi pač kaj hotel okrog koga prenesti, ampak ker pač meni hoče pomagati. A to je tudi nesprejemljivo za FURS, recimo v takem primeru? Ker je pač njegova odločitev, da toliko prodaj in se pač odpove tej tržni ceni. Ja, se on lahko mirne duše teb tako proda, ampak FURS bo hotel vseeno svoj del pogače v tem poslu. Ne? Tako da, pa da še ne omenjamo, kaj to lahko na drugih davčnih področjih za tebe pomeni, ne? Če to ni ravno tvoja mama, ki ti je podarila stanovanje, ampak stric ali pa kdorkoli drug in bi se štelo, da se ti v razliki med ceno, ki si jo plačala in dejansko vrednostjo stanovanja, da si dobila darilo. Kaj pa pol to pomeni? Darilo je obdavčeno tudi z davkom od daril. Aha, kakšen je pa ta davek? Ta davek je pa odvisen od sorodstvenega razmerja, v katerem sta, ker si rekla, da sorodnik, se pravi, ni ravno najvišja stopnja. Je pa to progresivna stopnja, ki je odvisna od vrednosti premoženja in pa od tega, kdo je ta oseba, ki ti podarja stvar, tako da ne moreva zdaj nasplošno neke, to je to ta davčna stopnja, odvisna je od vrednosti premoženja in pa sorodstvenega razmerja med obdarjencem in pa darovalcem. Torej, če je bliže sorodstveno razmerje, je manjši davek ali večji? Manjši. Manjši davek. Torej, če mi mama to da, je manjši davek, kot če mi da stric. Če ti mama to da, davka ni zaradi tega, ker sta prvi dedni red, ki je oproščen tega davka. Kaj pa sestra? To pa ne, je pa drugi dedni red. Sprašujem zase, to je tako. Ne, je pa drugi dedni red. Ne? Kaj pa partner? Je prvi. Okay. Seveda, kaj je partner? Mož ali pa zunajzakonski partner, ne? Oziroma pač tisti, ki je izenačen z možem. Zunajzakonski partner, ja, recimo. To je tudi prvi. Ja. Tudi prvi. Je pa zanimivo, pa, če pa ti nazaj podariš mami, ne? Ja. Pa ni več prvi dedni red, ne? Pa je že obdavčeno. Sicer z manjšim davkom, kot sicer, mislim, nižjim, ker je bližnje sorodstveno razmerje, ampak vseeno je. Okay. Tako da je zelo pametno, ker se
deli premoženje in se starši odločijo, zdaj pa bi premoženje, ki smo ga ustvarili, razdelili med otroke, da razmislijo točno, ne da recimo v praksi tudi dostikrat, ne vem, če imajo 2 otroka, pa dajo stanovanje vsakem pol. Pod nekim iluzornim prepričanjem, da bosta 2 brata celo življenje skupaj živela, kar pa seveda ne bosta nujno in potem, ko bi se pa radi dogovorili, zdaj pa bi oseba A rada to stanovanje imela zase, bo imela v njem družino, pa je potem problem, ker med brati se pa težko to potem neobdavčeno uredi. Ja, to mislim, da solastnina na splošno zna biti kar problematična med brati in sestrami, ki je boljš, če se da etažna lastnina, ne, pa potem vsak razpolaga, kakor hoče. Zdaj, to, ne vem, z davki, ne vem, ni lih neke take povezave, ampak kar se tiče razpolaganja premoženja, je pa veliko boljš. Verjetno etažna lastnina, ne? Tako, vsekakor je treba, preden se premoženje deli, se tega je zdaj zelo veliko v praksi razmišljanja o tem, kaj bo ta generacija, ki je veliko ustvarila in kako bo to razdelila med dediče. Seveda ta generacija ima nepremičnine, ima podjetja in na kakšen način bi zdaj to čim manj boleče prenesli na svoje otroke. Sej z ustreznim davčnim premislekom to ni problematično, ker, kot sem rekla, gre za prvi dedni red, ki je načeloma oproščen davka, ampak ja, je pa treba res razmisliti za to, da potem v prihodnosti med sorejenci ni problemov glede tega. Če bi si potem med sabo oni kaj želeli, bodi si menjava, dodajati, odvzemati, je pa malo težje z davčnega vidika. Še to, a pri menjavi je tudi obdavčena? Ja, menjava je popolnoma ista sešteje, kot je razpolaganje z nepremičnino in nastane davčna obveznost. Glede na tržno ceno, verjeten? Tudi. Ja, ok. Greva zdaj še na podjetja oziroma še poslovne nepremičnine in tako dalje. Najprej nek čist tak normalen scenarij, podjetje kupi poslovni prostor kot investicijo, pa recimo, da ga čez 3 leta proda. A tudi podjetje plača 2% davek ali DDV, kako je zdaj s tem, če prek DOO recimo zdaj rečva? Zdaj, nismo sicer rekli, kaj je, 3 leta smo imeli nepremičnino, pač vzamemo, da je to stara nepremičnina, načeloma. Rabljena nepremičnina, tako. Ja. Rabljena, načeloma je treba plačati 2% DPN, vendar, če se poslovni prostor prodaja zavezancu za davek za DDV, se lahko dogovorita prodajalec in kupec, da bosta transakcijo obdavčila z DDV-jem. Se pravi, namesto DPN-ja se obračuna DDV. Je pa tukaj zelo pomembno, da morata oba podati izjavo, da sta se odločila za obdavčitev z DDV-jem, tako imenovana opt-in izjava. Oba morata biti polna DDV zavezanca, se pravi, da eden od njiju nima DDV oproščene dejavnosti ali pa kakšen tak primer. In potem ta izjava se predloži FURS-u. Morajo biti strogo vsi te pogoji izpolnjeni, popolna mora biti izjava, da ni potem težav. Kako se pa obdavči dobiček pri podjetju, torej če nastane prodaja te rabljene nepremičnine in potem, da proda za višji znesek, kakor je bila nakupna cena. A so tukaj tudi davki za DOO? So. Normalno, kot vsak dobiček pravne osebe, se vključi pač v davčno osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb. Vendar mogoče malo čisto pojasnim, se pravi, podjetje kupi to nepremičnino kot poslovni prostor, se pravi, da ga uporablja samo in ga knjiži za to med osnovna sredstva. Sam nakup tega poslovnega prostora ni davčno priznan odhodek. Davčno priznan odhodek pomeni, da ti znižuje davčno osnovo v tistem letu, ampak je davčno priznan odhodek amortizacija. Letna amortizacija te nepremičnine in vsako leto se ta vrednost, se pravi, zaradi amortizacije v knjigah niža in tako dobivamo tako imenovano davčno vrednost. Se pravi, imamo davčno vrednost te nepremičnine. In v trenutku, ko podjetje nepremičnino proda, pa recimo, da jo proda za neko vrednost X,
se od te vrednosti X odšteva ta davčna vrednost. In samo razlika potem gre v davčno osnovo za obračun davkov dohodkov pravnih oseb, ki pa je potem trenutno 22%. Ne. Skupaj z vsemi ostalimi dobički. Ne. Ja. Eno vprašanje, a podjetje, torej DO, lahko kup nepremičnine sam za neko poslovno dejavnost upravljanja, ali lahko kup prek podjetja tudi nepremičnino, ki ni za njihovo neposredno poslovno dejavnost? Kako je s tem? Mislim, lahko kup Okay. Nepremičnino, ki ni za njihovo poslovno dejavnost, ampak podjetja si ponavadi želijo od nakupa, sploh če kupijo nepremičnino z DDV-jem, odbiti DDV. To ni možno, razen če nepremičnina služi opravljanju dejavnosti. Potem to nepremičnino podjetje ponavadi vzdržuje, zato želi stroške od tega vzdrževanja uveljavljati kot davčno priznane stroške, ki zmanjšujejo davčno osnovo za dobiček. To tudi lahko samo, če se nepremičnina uporablja za poslovni namen. Tako bi rekla, da zato, da imamo mi davčno priznane odhodke, da imamo mi lahko odbiten DDV, se pravi, da davek znižujemo, efektivno nekako, ne? Mora na drugi strani pritakati od tega sredstva prihodki, ki so tudi obdavčljivi, ne? Da tako nekako se znivelira. Ne? Zdaj mogoče iz tega vprašanja razumem, da mogoče malo meriš v zasebno rabo, ne? Ali ne, ker ponavadi je to problem, ne? Ja. Ampak ne, zasebna uporaba je zelo problematična v praksi. Če FURS ugotovi, da se nepremičnina uporablja v zasebne namene, so težave z DDV-jem in z vsemi odhodki, ki so bili v preteklosti v povezavi s to nepremičnino uveljavljeni kot davčno priznani. Ne? Kaj pa, če ima torej lastnik podjetja, fizična oseba, ima neko nepremičnino in jo želi prenesti v svoje podjetje, torej svoj DO. Kako lahko to naredi? Ali še kakšen drug način, razen pač, da proda podjetju? Kako se tega lahko loti in kakšni so davčni vidiki? Ja, najprimernejši način poleg prodaje je sigurno dokapitalizacija. Se pravi, da ta družbenik že ima določen kapital v družbi in s tem, ko ga prenese nepremičnino v to družbo, ta kapital poveča. Zdaj lahko poveča osnovni kapital, lahko pa poveča tudi kapitalske rezerve. To je pač odvisno zdaj, kakšen je postopek, kakšno je knjiženje. Tukaj je pomembno, da se pravi, govorimo o tako imenovanem stvarnem vložku v družbo. Ne? Se pravi, v družbo lahko vlagamo denar, lahko pa vlagamo nepremičnine, v takem primeru govorimo o stvarnem vložku. In to so pa tudi izjeme, tako z vidika DDV-ja, kot z vidika DPN-ja se šteje, da ne gre za promet z nepremičninami in ni obdavčeno. Iz naslova teh dveh davkov pride pa lahko do obdavčitve fizične osebe, ker se šteje za razpolaganje z nepremičnino, se pravi, da bi lastnik nepremičnine lahko bil zavezan plačati davek od kapitalskega dobička, ker se šteje kot da je prodal, ne? Samo da v zameno ni dobil denarja, pač pa povišan delež, ne, v družbi. Ali bi pa vi bolj predlagali, da v tem primeru pač ta fizična oseba, podjetnik, sam proda svojemu podjetju nepremičnino? Odvisno, kakšni cilji se zasledujejo. Tudi pri prodaji je zelo treba poudariti, da mora biti tržna cena. Tukaj pa sploh zaradi tega, ker gre za povezane osebe in kakršnokoli odstopanja med dejansko plačano ceno, se ponavadi tukaj gre za višje cene, ne? Se pravi, da se lastniku izplača višja cena kot tržna. FURS lahko v primeru nadzora ugotovi, da gre za kakšna prikrita izplačila dobička družbenikom in to razliko potem obdavči kot dividende. Ne? Tako da ponavadi so zainteresirani za prenos nepremičnin v družbo, kadar družba potrebuje kapital in je poslovni načrt takšen, da se nepremičnino potrebuje. Ne? Okay. V takem primeru je potem smiselno dokapitalizacija. Prodaja sicer ni ta izjema, ne? Še vedno pa pride do DPN-ja pa DDV-ja, zato so dokapitalizacije mogoče bolj ugodne, pa tudi predvsem pri dokapitalizaciji rezerv,
je lažji oziroma ugodnejši način, kako bi nepremičnino v prihodnosti lahko dobil nazaj. Okay. Zdaj, prej sta rekli, da je zelo sporno za FURS, če bi recimo podjetje kupilo neko nepremičnino, ki jo podjetnik za neko zasebno rabo uporablja. Kaj pa, če podjetje kupi nepremičnino, katere namen je investicijski, torej ni nujno poslovna dejavnost, ampak je pač investicijski. A to je sporno? Kako je s tem? Ne, to ni sporno. Obravnava je zelo podobna kot prej, ko smo se pogovarjali o poslovnem prostoru, torej kadar nepremičnino uporablja zase, le računovodsko se takšna nepremičnina evidentira med naložbami. Prej smo govorili, da se evidentira poslovni prostor za lastno rabo med osnovnimi sredstvi in prav tako se amortizira. Zelo podobna obravnava je. Okay. Greva zdaj na kakšen primer, ki je šlo kaj narobe, torej pri nakupu nepremičnine strani podjetja. A se spomniš kakšnega primera, na katerem si ti delala? Najpogostejši primeri, kjer gre lahko kaj narobe, je prav to, kar sem že prej omenila, da gre za prikrito izplačilo dobička povezanim osebam, ki se premičnine prodajajo po cenah, ki niso nujno tržne. Ne? Včasih se podjetniki ne zavedajo, da normalno, sicer jaz to razumem, ne? Vse je njihovo, tako nepremičnino kot podjetje ustvarijo na lastnih žuljih, ne? Ampak to premetavanje nepremičnin sem pa tja ima vedno davčne posledice in tukaj pri tem, pri poslovanju po netržnih cenah pride do zapletov, če FURS nadzoruje ceno in prilagaja ceno potem za namene davka. Zelo problematične so pa recimo tudi zadeve, pri katerih sicer sprva gre za nek poslovni namen, se nepremičnina uporablja za poslovni namen, ne vem, recimo, da imamo namen oddajati nepremičnino preko Airbnb-ja, potem pa se ta posel nam nekako sfiži, pa pol, ker sami živimo noter, ker rabimo, ne. Ampak v tistem trenutku, ko smo prenehali stanovanje oziroma prostor uporabljati za poslovno rabo, bi morali prenehati davčno upoštevati odhodke, se pravi, da jih ne upoštevamo več pri izračunu davkov dohodkov pravnih oseb, prav tako pa bi bilo treba, če smo si DDV od nakupa take nepremičnine odbijali, takrat popraviti DDV. Ne? Se pravi, ni prepovedano zdaj ta sprememba namena, ne? Ampak problem je ta v praksi, da se ob tem, ko se to zgodi, ne uredi davčnega položaja za naprej. Ne? In kakšne so pa kazni, če se ne uredi za ta konkreten primer, recimo? Kazni sploh niso taka težava. Težava je davek, ki je obračunan, potem od tega naknadno in pa relativno visoke zamudne obresti, ki doletijo zavezance. Jaz rada rečem, da pri nepremičninah, kar se tiče DDV-ja, ima država dolgoročen spomin. 20 let je treba spremljati poslovno rabo nepremičnine. Ker ko si DDV odbiješ, se smatra, da boš 20 let uporabljal nepremičnino v poslovne namene. In če se v 20 letih spremeni namembnost, če jo prodaš, je ok, pa obračunaš DDV. Vidim, da si zelo šokirana. Ja, zelo sem šokirana. Ampak se pravi, če pride v teh 20 letih do, tako kot smo se pogovarjali, do te spremembe, da preide nepremičnina v zasebno rabo, je takrat treba vrniti državi sorazmerni del DDV-ja in potem se lahko mirno spi. Če se pa ne... 20 let je pa kar dolga doba. Tako. In tukaj mi vidimo iz prakse, da to mogoče malček lahkomiselnosti pri kupovanju nepremičnin na podjetja ni vedno to najbolj optimalno. Ne? A pa misliš, da ljudje mogoče sploh nimajo teh informacij, pa že sploh opažaš, da se te kakšne slabe situacije zgodijo, ker ljudje nimajo informacije ali ker je neka želja po optimizaciji, kako bi rekla? Mogoče je tako, da je želja po optimizaciji tista, ki prevladuje in mogoče
zaslepi marsikaterega na trgu, da ne naredi vseh potrebnih premislekov takrat, ko jih lahko. Včasih pa pač tudi pride dejansko do spremembe, ampak pač takrat je pol treba te davčne obveznosti sprejeti, urediti in ne bi smelo biti potem to kako presenečenje. Ve se, da kaj načeloma se ve in se da precej enostavno pozanimati, kaj nakup z DDV-jem za posel pomeni, in bi svetovala vsem, ki kupujejo nepremičnine kot pravne osebe, da takrat ob času nakupa premislijo, zakaj bodo to nepremičnino dolgoročno rabili. Gre vendarle za dolgoročno investicijo in se skladno s tem tudi odločijo. Saj ni pa treba si odbijati DDV-ja recimo ob nakupu, pa potem nimaš te težave 20-letne. Sem je pa 22% kar veliko, in pride prav, če si lahko odbijajo. Kaj pa, a se kaj sploh spremeni z davki, če podjetje kupi nek poslovni prostor za upravljanje poslovne dejavnosti v drugi državi, ampak da je znotraj Evropske unije, kako je pa tukaj obdavčen? Je čist nekako brez sprememb. Mislim, DDV se obravnava po kraju, kjer je nepremičnina, kar se tiče pa dobička, pa je tako, kot sva rekli, ker je podjetje rezident v Sloveniji. Prometni davki pa se tretirajo po kraju nepremičnine. Okay. Zdaj greva pa na zelo konkretna vprašanja, ki se zelo pogosto pojavljajo med raznimi forumi, debatami, tudi neki vprašanja je bilo poslušalcev. Prva stvar, mogoče ta bi bila zelo zanimiva, ali je napoved novega nepremičninskega davka lahko retroaktivna? Torej, da je za nazaj še. So to za poslušalce, da razložimo. Ja, retroaktivnost je načeloma neustavna. Se pravi, veljava zakona za nazaj je neustavna, razen če zakonodajalec utemelji, da je to potrebno zaradi javne koristi, pa če se s tem ne posega v pridobljene pravice. Zdaj pa, če sem jaz nepremičnino kupila 20 let nazaj, to, da bi zdaj uvedel en davek glede te nepremičnine, ne pomeni, da sem jaz takrat pridobila neko pravico, zdaj bo pa obdavčeno tako, kot je bilo 20 let nazaj. Se pravi, če v tem smislu misliš retroaktivnost. Tukaj po mojem se to lahko uredi na tak način, da tudi za te nepremičnine, take ideje so že bile. Se pravi, jaz sem nepremičnino dobil, ko ni bila obdavčena, zdaj pa ne bi rad plačal nobenega davka. Vsekakor pa ne bi smelo biti tako, da bi davke plačevali za nazaj. Pač pa od dne uveljavitve zakona, kakršenkoli že bo, če bo, naprej. Okay. Kaj pa pri pravni osebi, kako se pa obdavčijo najemnine? A se isto obdavči kot pri fizičnih osebah, če oddaja nepremičnino? Pri pravni osebi se najemnine obdavčijo kot njen dobiček. Tako kot sva se prej pogovarjali, to je obdavčljiv prihodek njen in gre v davčno osnovo za izračun davka od dohodkov pravnih oseb. Okay. Zdaj, če nekdo oddaja stanovanje na Airbnb, a tudi plača 25% davek od najemnine? Ne. Govoriva o specifiki, glede katere je FURS stališča, da gre za turistično oddajanje nepremičnin, kratkoročno oddajanje in da je to dejavnost. Kakršnokoli se pravi oddajanje prek teh znanih platform se šteje, da najemodajalci upravljajo dejavnost morajo registrirati in v okviru te dejavnosti potem tudi plačati davek od dohodka iz dejavnosti. Okay. A se sploh splača prenesti nepremičnino v družbo? Absolutno tu ni univerzalnega odgovora, Okay. Ampak nekako smo že skozi pogovor namignili, da odvisno je od tega, kaj želimo dolgoročno s to nepremičnino početi. Če naj služi upravljanju dejavnosti, če jo rabimo za upravljanje dejavnosti, absolutno. Če
želimo optimizirati določene stroške, ali pa če je naš glavni cilj davčna optimizacija, pa se v praksi največkrat izkaže, da ta davčni prihranek ni tako bistven v primerjavi z zapleti, ki lahko sledijo. Potem, sploh če pride do tega, da si potem nekdo, ki prinaša nepremičnino, premisli glede tega, ne? Pa bi zdaj rad nepremičnino nazaj ven iz družbe. Ne? Zelo pomemben poudarek je, ne, da največja prednost, ne, lastnikov, ki imajo kot fizična oseba nepremičnino, je čas. Ne? Se pravi, da po določenem času ni kapitalskega dobička, ne? Oziroma da je prodaja oproščena kapitalskega dobička. Ne? Pri pravni osebi pa ni tako. Ne? Pa kadarkoli pride do prodaje, tista razlika, ki smo jo, ta dobiček iz te prodaje, gre v davčno osnovo. Ne? Torej ne glede na tudi če čez 30 let prodaš, je ta davek še vsem. Tako da jaz bi rekla, če nekdo kupuje nepremičnino za to, da jo bo oddajal v najem in tipična slovenska, se mi zdi taka ljudska, starši kupijo stanovanje za otroka, ki študira v Ljubljani, vendar otrok še ni dost star, da bi šel študirati, zato vmes oddaja nepremičnino, potem pa bi jo radi dali otroku. Absolutno se splača imeti kot fizična oseba. Ne? Tudi najemnina je obdavčena cedularno, se pravi 25%, in ne gre v letno davčno osnovo in je tudi iz tega vidika precej ugodneje, kot pa če bi šlo to preko podjetja. Ampak če sem jaz prav razumela, recimo za ta primer, ki si rekla, starš kup stanovanje za otroka, ki bi pa študiral v Ljubljani, torej če ta mama, recimo da je mama kupila, da to stanovanje otroku, tukaj ni davka. Ne. Če bi pa stanovanje kupil razen brat, ne, ali pa oziroma stric, pa dal temu otroku, potem pa tukaj je davek, ker je podaril to stanovanje. Če te prav razumem, če stric podari nečaku stanovanje. Torej ta primer, ki so prej rekli, torej kupaš za otroka, ki bo študiral, ni še dosti star, kup stric in zdaj bo dal on, zato ker recimo mama nima dovolj denarja, da bi ona kupila svojih hčerki, pa kup strica. Ne? Torej stric pa bo pol plačal. Tako, prav si razumela, Kakšen pa je pol tukaj davek? Vrednost nepremičnine je pomembna, pa sorodstveno razmerje. Ne? Stric pa spada v kjer drug krog? To se me pa zdaj dobila. No? Drug ali tretji. Drug ali pa še celo tretji, bogi stric. Vem, da so bratje v drugem, ampak zdaj pa nisem čisto prepričana za strice. No. Po zakonu o dedovanju. Ne. Zakon o davku na dediščine in darila ne ureja teh sorodstvenih razmerij in teh kolen, po domače povedano, ne. Pač pa zakon o dedovanju. Ne. Tja je treba iti gledati potem. Ne. In samo prvi dedni red je deležen te ugodnosti. Ne? Bi pa mogoče samo za poslušalce omenila, ne? Ta ugodna obravnava, se pravi starš otroku. Vseeno, tudi če je oproščeno, je treba pravilno postopati. Ne? Otrok mora dati, kot prejemnik darila, mora dati napoved na FURS in uveljavljati oprostitev davka od darila. Za starša, se pravi za darovalca, ne? To se mi zdi, da včasih res ne razumejo, ne? Na trgu. Če se nepremičnina podari, je to prav tako odtujitev nepremičnine in se šteje za promet z nepremičnino. In načeloma bi darovalec moral plačati davek od kapitalskega dobička, čeprav ni za to nič dobil. Ja? Zato, ker tako velja, mora potem mama, ki je podarila otroku, oddati obrazec in uveljavljati tako imenovan odlok ugotavljanja davčne obveznosti, v katerem prijavi FURS-u, da je do tega razpolaganja z nepremičnino prišlo, da je to njen otrok in zato se v tistem trenutku ne zgodi obdavčitev. To je pa zelo pomembno tudi za otroka. Zakaj? Ker uveljavljanje odloga obdavčitve pomeni tudi za otroka, da v narekovajih podeduje čas pridobitve in vrednost pridobitve stanovanja. V bistvu otrok
bom čisto plastično povedala. Ko bo otrok enkrat to nepremičnino, če bo prodajal naprej, se bo štelo vse, da jo je pridobil, ko jo je pridobila mama. Okay. In tudi po tisti vrednosti, ki jo je mama takrat pridobila. Torej ne šteje se, recimo, če bi se toliko zvišala vrednost v tem času, ko je otrok pridobil, se ne šteje ta vrednost? Ok. Zanimiv. Ampak je pomembno pa čas, ne? Se pravi, če pol mine 15 let, ne plača davka od kapitalskega dobička. Ne? Okay. Greva še za SP, nisva nič rekle. A si SP lahko recimo tudi odbija DDV, če kup stanovanje? Ja, če ga kupijo DDV zavezanca, pa če je DDV zavezanec SP. Ne? Pa spet pod pogojem, da bo uporabljal za poslovni namen. Se pravi, zakon reče, ne, da bo uporabljal nepremičnino za transakcije, ki so obdavčljive z DDV-jem. Okay. Zdaj, če bi nekako povzele, kaj bi mogel nekdo preveriti pred večjo nepremičninsko investicijo v zvezi z davki, tako fizična oseba, kot tudi pravna? Fizične osebe, predvsem se mi zdi, morajo preveriti, od koga kupujejo starost nepremičnine, zato da jih ne preseneti ta začetna višina davka. Se pravi, če je namesto DPN-ja DDV, je to lahko pomembna razlika že v štartu. Pri pravnih osebah pa je bistveno, da se pozanimajo o davčnem statusu nasprotne strani, se pravi, sploh če je namen, da se bo prodaja obravnavala z DDV-jem, da se preveri izpolnjevanje pogojev za obdavčitev z DDV-jem že v štartu. Da se potem, ker karkoli je lahko narobe, potem je ta odbitek vprašljiv lahko, kot sva rekli, 20 let. Ne? Zdaj pri SP-ju mogoče nisva nič omenila, ker je malo posebnosti. Ne? Okay. Ker pač imamo fizično osebo, ki upravlja dejavnost, ne, je pa to ena in ista oseba in eno njeno premoženje. Ne. In govoriva, ne, pri SP ima svoje gospodinjstvo, se pravi zasebno premoženje, zasebno rabo, pa podjetje. Ne. Če podjetnik prenese nepremičnino v podjetje, ali pa če jo s podjetjem kupi, je to nedvomno premoženje podjetja in ob prenosu nepremičnine nazaj v gospodinjstvo oziroma prenosu v gospodinjstvo je treba plačati davek od dejavnosti in prav tako DDV, če je zavezan za DDV. Je pa tukaj en pomemben catch, ne? Če pa je podjetnik dal nepremičnino v SP, pa je to nepremičnino pridobil preden je odprl SP, se pravi, ne vem, ti imaš zdaj stanovanje, odpreš SP, se odločiš, da boš oddajala nepremičnino preko Airbnb-ja, zato jo raj daš v SP, ker je to pač lažje z vidika upravljanja dejavnosti. Pa ker si ti nepremičnino imela že prej, preden si odprla SP, ne nastane nobena davčna posledica. Tebi se ne obračuna davek na kapitalski dobiček in podjetju se ne zaračuna davka od dobička. Potem pa, če recimo čez nekaj to potem oddajaš, vidiš, da ne gre s poslom tako, kot si predstavljala in zdaj bi ti to nepremičnino rada nazaj dobila, ker bi rada naselila noter vnuke. In boš to si vrnila nazaj v gospodinjstvo in to ne bo obdavčeno. Zelo pomembno pa je, da se šteje, da si pridobila po tržni ceni. Ja, in če bi ti potem to nepremičnino takoj potem, ko si jo vrnila, prodala, ne bi bilo davčne osnove. Govorimo o tako imenovanem step-upu vrednosti. Zanimivo. Tako da to je ena taka dobra varianta, ampak to velja samo za nepremičnine, ki so bile prenešene v gospodinjstvo, pa so obstajale preden je bil odprt SP. Da se ne more šteti, da je kupil v bistvu SP iz dohodkov iz dejavnosti. Če pa si kupil, kaj si že imel SP, so pa pač davčne obveznosti. Tako. Okay. Za zaključek, kaj bi pa rekla, se bolj splača kupiti nepremičnino kot fizična ali kot pravna oseba?
ponovno bi se vrnila k tej svoji mantri, da ko se odločamo za tako pomembne naložbe, kot je nakup nepremičnine, ki je tako fiksna, pa tako vidna za vse, tudi za FURS, ne, da če nikoli ni davčnega problema, če se zasledujejo neki pristni poslovni, organizacijski cilji in če imam namen opravljati dejavnost, to nepremičnino, absolutno kupim kot pravna oseba. Nikoli pa jaz osebno ne bi kupovala nepremičnine kot pravna oseba, čeprav že danes vem, da bo uporaba zasebna. Bodi si zame, za moje otroke, za prijatelje, kogarkoli. Ne? Se pravi, da ne bom pobirala najemnine od tega. Ne? Je preveč rizično, bi rekla. Ja, oziroma sama, pa tudi kot pač odvetnica na področju davčnega prava, ne vidim bistvenih prednosti v primerjavi s tveganji. Okay. Najlepša hvala, Tatjana. Jaz mislim, da so povedale veliko koristnih informacij. Mi se pa gledamo v naslednji epizodi.